Ja, definitivno se vse bolj daje v ozadje. Leta pač tečejo, pogledi na ta protifašizem so različni, včasih zelo polemični, ampak mislim, da kljub vsemu ostaja ta protifašizem, ki je zgrajen po vojni kot posledica oziroma kot rezultat boja proti fašizmu in nacizmu, vseeno ostaja eden od temeljev Evropske unije in mislim, da mora tudi ostati, ker če bomo ta temelj izgubili, bomo izgubili tudi marsikatero od vrednot protifašizma, ki je bil svoboda, svoboda posameznega človeka, svoboda narodov, svoboda držav v končni fazi, neodvisnost, človekove pravice so bile tudi v bistvu, tudi deklaracija o človekovih pravicah je pravzaprav rezultat tega povojnega razvoja, ki je rezultat pa zmage proti fašizma v drugi svetovni vojni. Ja, neonacizem je seveda rezultat velikih dejavnikov, deloma tudi podobnih ali pa enakih, kot so bili tisti, ki so pripeljali do fašizma in nacizma v času po prvi svetovni vojni. Vendar pa mislim, da je dejansko danes po vsem tem dogajanju med drugo vojno in povojnem obdobju kljub vsemu zgrajeni neki temelji, varovalke, ki so nekako branik tega, da bi dejansko neofašisti, neonacisti ali kakorkoli pač ekstremna desnica, pa po drugi strani tudi ekstremna levica, ki je tudi imela neke svoje epizode nasilja, če se spomnimo rdečih brigad in podobnega v 70-ih letih v Italiji, v Nemčiji, da je vseeno le v zavesti ljudi, pa tudi politike, le toliko tega, da mislim oziroma upam, da ta desni ekstremizem ne bo nikoli več prevladal, vsaj v Evropi ne. Zavedati se moramo, da države ne smemo gledati samo preko tega, kakšen je bil njihov režim oziroma kakšni so bili njihovi takratni voditelji. Manj sicer v Nemčiji, zlasti pa glede odnosov med Italijo in Jugoslavijo takratno oziroma Slovenijo, so seveda ti odnosi v času zlasti na Primorskem, v času po prvi svetovni vojni, po priključitvi k Italiji in pa seveda v celotni Sloveniji po okupaciji Ljubljanske pokrajine v času druge svetovne vojne do kapitulacije Italije, vendar pa se moramo zavedati, da so istočasno ves čas, pravzaprav tudi v času pred vojno in ves čas italijanskega sodelovanja na strani Silusi obstajali zelo tesni stiki in tesno sodelovanje med slovenskimi in italijanskimi protifašisti, ki pa je preraslo in je bilo zlasti intenzivno pa v času po kapitulaciji Italije, ko pride tudi v Italiji, tega ne smemo pozabljati, do močnega odporništva. Italijanska komunistična partija je bila po koncu druge svetovne vojne poleg francoske najmočnejša, daleč najmočnejša v nevzhodni, če rečem tako, Evropi. In to sodelovanje med protifašisti, med partizanskimi enotami, kljub raznim napetostim, epizodam, v katerih je prihajalo tudi do nasilja, zlasti so se ti spori med protifašisti na eni in na drugi strani so se zlasti pletli glede vprašanja meje oziroma spremembe Rapalske meje, pa je vendar to nek temelj tega, da je potem bilo možno tudi, ko so se vsi ta vprašanja nekako umirila oziroma deloma zaključila z mirovno pogodbo in spomenico o soglasju leta 1954, do pomiritve in do
sodelovanja zlasti med italijansko levico in pa Slovenijo oziroma Jugoslavijo, in rezultat tega je tudi ta, da je pravzaprav tudi na italijanski strani kljub velikim zapletom in kljub temu, da vprašanja seveda še danes daleč niso rešena, kljub temu bila italijanska levica tista, ki je bila na nek način varovalka pred večjim nasiljem nad slovensko narodno skupnostjo v Italiji. V Italiji, v tistem delu Italije, ki ga je po kapitulaciji Italije zasedla Nemčija in kjer je bila ustanovljena potem Salojska Mussolinijeva Salojska republika, je prišlo do državljanske vojne, do resnične državljanske vojne, ne do nekih delov oziroma nekega deloma državljanske vojne, kot je na primer v Sloveniji, ampak do dejanske. In nova Italija, protifašistična Italija, ki je zmagala, je potem skušala graditi na sodelovanju vseh struj, zato pride do nekako do soglasja, da se tega maščevanja ali kakorkoli nad fašizmom ne bo izvajalo, da pride nekako do pomiritve med levo in desno stranjo v italijanski politiki, in zaradi tega so potisnili nekako v ozadje različne probleme na eni in na drugi strani, kot so na eni strani ravno ti zločini italijanskega fašizma in na drugi strani pa vse tisto, kar so italijanski partizani in pač tudi po vojni v teh čistkah storili proti nekdanjim nasprotnikom. In seveda v tem sklopu se tudi ni, razen med določenimi krogi, zlasti na tem obmejnem pasu, ni govorilo o dogajanju po vojni, to se pravi v času jugoslovanske zasedbe celotne Julijske krajine. In ravno rezultat te pomiritve nekako je bil tudi ta, da v italijanskih šolah pravzaprav so se dolga leta učni programi zaključili z zmago v prvi svetovni vojni in so o fašizmu ni govorilo, še toliko manj o vlogi Italije kot okupatorja v Evropi, pa tudi v prejšnjih vojnah v Etiopiji, v Libiji, v Albaniji in tako naprej. Tako da dejansko je ta potlačitev spomina bila dvojna, na eni strani na fašizem, na eni strani se je sicer poudarjalo proti fašizem, ampak ni se pa poudarjalo celotnega tega sklopa problemov v okviru protifašizma. Zdaj v Italiji sicer prihaja že do tega, da se o tem v šolah več ve, ampak žal pa zelo enostransko in zlasti v zadnjih letih. Mi smo takrat leta 2000, ko smo napisali tisto poročilo o slovensko-italijanskih odnosih, verjeli oziroma upali, da bo to prispevalo k nekemu razumevanju, politika je šla pa ravno v nasprotno smer in se seveda to, kar doživljamo v zadnjih letih, ekstremno poudarja in pretirava problematika teh povojnih aretacij in deportacij in usmrtitev, ki jih je izvajala jugoslovanska oblast, in po drugi strani pa pozablja na zločine, ki jih je, in tudi na taborišča, Rap in vsa druga, ki jih je pa italijanska oblast oziroma njena vojska, policija, ki so jih izvajali na okupiranih ozemljih. Tako da je to vse skupaj rezultat te nevednosti, to, da politiki uspeva ne med strokovnimi krogi, ne med tistimi, ki so bolj politično vpleteni, ali kako bi rekla, ampak med splošnim prebivalstvom
ustvarjati neko podobo nedolžnih Italijanov in pa teh Jugoslovanov ali Slovanov, ali kakorkoli jih imenujemo, ki so jih pač pobili samo zaradi tega, ker so bili Italijani, ne. Kar dejansko ni res in se pojavljajo te teze o genocidu in podobnih zadevah. Ampak žal, pa po drugi strani, če gledamo danes pa slovenske učbenike, se sicer govori o povojnih pobojih, ampak žal se pa premalo pa poudarja pa vloga protifašizma, premalo se poudarja vrednote osvobodilnega boja, premalo se poudarja, govori o nasilju, ki ga je pa okupator oziroma ki so ga pa okupator in njegovi sodelavci izvajali nad slovenskim narodom, nad partizani, odporniki oziroma Slovenci. Ja, seveda je Trst tudi naš, ne. To je nedvomno. Ampak je tudi italijanski, ne. In to že ves čas večinoma italijanski, ne. V Trstu Slovenci nikoli nismo bili v večini. Prišli smo tam do 60 tisoč v času popisa leta 1910. In potem v času fašizma je seveda ta številka padala. Bolj slovenska je bila Gorica, ker je bilo že v času pred prvo vojno skoraj pol na pol. Ampak moramo se zavedati, da seveda realnost je realnost. Moramo imeti v mislih, in se vprašati, kje je tekla Rapalska meja in kje teče ta meja danes, ne. In se zavedati, da smo Slovenci tudi zaradi partizanskega boja priključili velik del slovenskega etničnega ozemlja, ne pa seveda vsega. Ampak po drugi strani je pa tudi res, da so pa v Istri, ki je sicer večinoma danes Hrvaška, da je pa tam živelo zelo veliko Italijanov, ki so se po koncu druge svetovne vojne izselili in je danes nacionalna podoba popolnoma drugačna, ampak mi smo izgubili Trst in Gorico, ampak tudi Italijani so izgubili Istro, tako da je ta izguba nekako dvojna, ne. Zdaj jaz na nek skupni kolektivni spomin sploh ne upam več pomisliti in ga dejansko ne bo in je najbrž tudi nerealno pričakovati, da bo. Vedno so pač neka stališča, že glih ta Trst je naš, kaže na to, da dejansko seveda vsak ima svoj prav, svoje razloge, zakaj tako razmišlja in enako ne moremo, ne. Pomembno je, da zgodovinarji poskušamo priti do kolikor toliko so popolnoma realne ali pa objektivne slike, ni nikoli, ampak toliko objektivne slike in s tem nekako vplivati na ta skupni spomin, na ta spomin, ki bo seveda vedno deljen.